Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v moji družbi in dobrodošli v še enem video pogovoru z letošnjimi novomašniki. Tokrat gostim letošnjega novomašnika iz župnije Ambrus, brata Dominika Papeža. Brat Dominik, pozdravljeni. Dober dan. Dober dan. Brat Dominik, če se na začetku ustavim pri eni zelo očitni zadevi, in to je pri vaši starosti, pa da ne bo slučajno narobe razumeti, s tem seveda ni nič narobe, ampak vi ste na nek način dokaz, da Bog v svoje poklice ne kliče samo v mladih letih, torej ne išče kandidatov v narekovajih samo v mladih letih, ampak tudi malo kasneje, ne? Kako ste vi doživljali ta božji klic skozi leta? Če lahko rečem, jaz sem se odločil potem, recimo tam pri 26, da bom postal najprej redovnik. Pol pred sabo sem imel kar precej težko pot. In na poti sem spoznal mnogo stvari, ki zdaj vidim, da so bile zares potrebne, da so me izoblikovale iz enega, kako bi rekel sveti Frančišek, povsem napuhnjenega človeka, v mogoče enega bolj človeškega človeka, tako, v tem smislu. Drugače pa, kaj naj rečem o tej svoji zgodovini. Ogromno mi zdaj to pomaga, tudi, ko se srečujem z ljudmi, da jim znam kaj povedati. Še posebej mogoče, ker je zaznamovalo moje življenje tak križ, tako ogromno trpljenje po vsega tega. Tudi potem, ko sem se odločil, ko sem končeval študij, da bom diplomiral iz spremljanja umirajočih, tudi iz tega, ne. Vse je nekako vodilo k temu, da si tudi novomašno geslo izberem potem izpod zadnje besede Jezusa izpod križa, ne. Odlično. Sami omenjate že svoje preizkušnje, ki ste jih v teh letih dali skozi. Med drugim ste zamenjali 2 srednji šoli, pa zamenjali ste 2 fakulteti. Tudi v pogovorih, ki ste jih že imeli z našim medijem, ste zelo odkrito govorili o teh iskanjih, prepričevanjih samega sebe, kako in kam naprej. Ampak povejte mi, kaj vas je pa motiviralo, da ste na koncu vendarle odgovorili na božji klic in da niste obupali, da niste zamahnili z roko pa rekli, ne, to ni zame. Kljub vsem iskanjem grem po tej poti. Zdaj mogoče, če stopiva malo globlje, ko sem bil še, na nek način sem najprej vstopil k bratom frančiškanom in sem tam bil skoraj 7 let. Potem se je zgodil izstop, nekako se nismo razumeli. In potem sem zares razmišljal, kako pa zdaj naprej. In Bog je pokazal pot. Zelo zanimivo, sem Bogu dajal take izzive, sem rekel, Bog, če me pa zares kličeš, no, pa zrihtaj še tole. Pa je bilo še to, pa še drugo stvar, pa nekako je šlo naprej. Pa po vseh naključjih sem spoznal, tudi kako ste lahko že prebrali, provincijala kapucinov po internetu celo. Pa sošolca sem imel kapucina, pa sem res videl, da ti bratje živijo tako, to, kar govorijo, to tudi živijo, to preprosto redovno življenje v oboštvu, v preprostosti, z ljudmi, da so radi nasmejani, da so radi skupaj, da se radi veselijo v tej družbi drug z drugim in da to tudi potem prinašajo ljudem, kjerkoli oznanjajo Kristusa. Omenjate izstop ali pa umik od frančiškanov, oziroma nekako so se vaše poti razšle. Imate kaj grenkega priokusa glede tega? Bi danes naredili kaj drugače? Vem, da je malo nehvaležno vprašanje, ker sedite pred mano sedaj kot kapucin, ampak vseeno se mi zdi, da ste toliko iskreni, da lahko tudi o tem spregovoriva. Mogoče, če bi me vprašal ta prvi dan, ko se mi je to zgodilo, bi vam rekel, da sem imel še koga v želodcu, ne. Tako. Potem pa sem dolga leta po spodbudi pogovoru z Jezusom prepoznaval, da je bilo odločilnega pomena, da sem začel moliti za odpuščanje. Namreč, da bi lahko, tudi če se mi je zgodila krivica, odpustil in hkrati to odložil v Jezusove roke. To ni več zdaj v moji domeni, da se s tem ukvarjam. Bog mi je pokazal novo pot, me je na to pot pripeljal
in na tej poti nekako tudi pripeljal recimo do tega, kar je on hotel. In to je ta božji cilj. Ni bilo važna dolžina poti, ampak bistvo te poti je bilo, da se jaz naučim nekaj iz te poti. In da prepoznam, kdo sem v resnici za Boga. Kaj Bog želi od mene in kam me kliče. In prav to sem na tej poti v največjih stiskah pravzaprav prepoznal na tej poti. Že v začetku, že v uvodu sva dejala, da ste marsikaj mogli prepraševati v življenju, marsikatero odločitev sprejeti in se tudi od marsičesa ločiti. Ne? Kaj je bilo mogoče najtežje, kar ste mogli v svojem življenju pustiti za sabo, spremeniti nek vzorec in se odločiti za neko drugo pot, tudi za pot, po kateri vas Bog kliče? Jaz mislim, da bi mogel obrniti vprašanje. Najtežje, ne vem, na to se nisem nikoli spraševal, če mi je bilo najtežje. Mislim, da sem bil najbolj srečen človek, ko sem rekel pred Bogom, zdaj bom pa zaprl račun na banki in bom vse imetje razdal Bogim. In ko sem to naredil, ko sem dal brezdomcu tako vrnk denar v roke, sem rekel, da sem najsrečnejši človek na svetu. Zato, ker sem se osvobodil samega sebe, osvobodil sem se tega bogastva, katerega sem se oklepal, osvobodil sem se tega načina razmišljanja, zdaj pa počasi naprej razmišljaj v to smer, da Kristus skrbi zate in zares je začel skrbeti zame, nikoli mi ni nič manjkalo in moram reči, da nikoli mi ni bilo žal, da sem stopil na to pot. Čeprav je bilo zmeraj lahko težko, ampak sem rekel, če je Bog me poklical na to pot, potem mi bo dal tudi milost, da bom to zdržal. Zdaj, če se počasi obrneva proti majhniškemu posvečanju, ki vas v kratkem čaka, to, kakorkoli obrneva, je na nek način konec ene poti, enega spraševanja, enega iskanja. Vseeno boste postali duhovnik po dolgih letih težkega pričakovanja le tega. Pa mi povejte, vam to dejstvo, da boste sedaj pa vendarle postali duhovnik, prinaša mir ali vzbuja kakšno nelagodje? Pravzaprav opažam, da mi to prinaša tako eno veliko veselje. Že prej, ko sem delal kot duhovni asistent v hospicu, sem opazil, da mi pravzaprav manjka prav ta aspekt duhovništvo, se pravi, da bi lahko človeku dal odvezo, da bi lahko človeku podelil zakramente, da bi lahko dal tisto, kar lahko da samo duhovnik. In takrat sem začutil res ta velik manko, ki ga čakam in ki se ga zares veselim in ga vse bolj pričakujem. To res vidim, da tudi zdaj, ko se zadnje priprave, da je to res tisto, kamor stremim, da je čim lepša liturgija, da so zapete stvari čim lepše, da res uživam v liturgiji, mogoče zdaj bolj kot diakon, potem pa naprej tudi kot duhovnik, kot nekak vodja bogoslužja. Brat Dominik, veliko govorite o svoji poti, o preizkušnjah, tudi o padcih, o odločitvah, kot sva že dejala. Po drugi strani ste vi pravi dokaz, da Bog kliče ljudi tudi po preizkušnjah. Torej, ko smo preizkušeni, nas Bog na nek način kliče. Večkrat ste že tudi danes omenili, da vas je Bog poklical na to pot in da ste hvaležni. Česa se pa najbolj veselite v smislu to, kar boste vi prinašali ljudem kot duhovnik? Nekaj ste že v zadnjem odgovoru tudi omenili. Jaz mislim, da eno tako iskreno besedo z vsakim, ki bo želel se pogovarjati z menoj. Jaz upam, da tudi ko bom stopil na prižnico, da bom govoril o Jezusu predvsem, ne o sebi. Mogoče v tej perspektivi, če bo stvar povezana z to Božjo besedo, ampak bolj zato, da bi usmeril to v Jezusa, pa to, kar on želi od nas. Ja, in mislim, da to ljudje pričakujejo. Tako, v tem smislu. Kot novomašnik boste stopili na pot duhovništva v cerkev ali pa v čas, ki je za cerkev mogoče nehvaležna ali pa po dolgih desetletjih eden izmed težjih časov za samo cerkev.
Kako se boste skušali približati tistim, ki mogoče ne gledajo na odobravanje, na duhovniški poklic, na cerkev, na vaše poslanstvo ali pa na neverujoče, na tiste, ki bi jih pa vendarle mogoče želeli približati cerkvi in Jezusu? V tem smislu bi omenil najprej svetega Frančiška, ki je šel tudi do muslimanov, in način oznanjevanja v teh krajih je z zgledom. Se pravi, če potegneva eno zgodbo iz tega njegovega življenja, ko je 3 brate vzel s sabo, zdaj gremo pa oznanjati evangelij, in so šli skozi mesto, in ko so prišli na drugo stran mesta, ga je en izmed sobratov vprašal, daj bomo pa oznanjali Kristusa, je rekel, smo ga že, z zgledom, z načinom življenja. In ko sem bil v hospicu, sem to še bolj videl, ko sem se srečeval tudi z različnimi verstvi, kot so recimo muslimani, kot so Judje, pravoslavni, protestanti, vse druge veroizpovedi, tudi ateisti. Veste, z vsakim se lahko pogovarjaš najprej kot človek, ga sprejmeš kot človeka, ga lahko vprašaš, kdo si, kako živiš, kako si živel svoje življenje, kje si zdaj. In če si ne upa niti besede s tabo spregovoriti, recimo v hospicu, sem rekel, jaz lahko dam to, da mu prinašam ljubezen. Sem prinesel zajtrk osebi in se je oseba spraševala, pa kaj mi zdaj ta brat tukaj prinaša, zajtrk, a nima drugega dela. Ravno to je tisti zgled ponižnosti, ki je večkrat spregovoril več kot vse besede. Da je mogoče oseba vprašala, zakaj pa vi verujete? In je bila nekako vstopna točka tudi včasih, zelo redko, ampak tudi za zakramente. Ko govorite o hospicu in vašem delovanju v njem oziroma srečevanju z umirajočimi, dejansko lahko govoriva, da ste tam ljudi spremljali na zadnji poti njihovega življenja. Ne? Lahko z nami, lahko z gledalci ali pa bralci delite mogoče kakšno zgodbo, anekdoto, ki je v vas še posebej pustila sled in ki jo boste s sabo odnesli tudi na duhovniško pot. Veste, če bi midva zdaj začela govoriti o zgodbah, potem smo lahko na kameri še kakšen teden ali pa še več. Vsaka zgodba prinaša svoje življenje, eno osebo, enega človeka, eno zrelo osebo za večnost. Najbolj sem bil vesel tistih največjih spreobrnenj. Zmeraj rad povem tisto zgodbo o enem gospodu, ki je prišel že v hospic, tako bi rekel, da je že kri pluval, nismo vedeli, če bo 1 uro ali bo 2. Potem so se začela pogovarjati. In potem taka res živahna zgodba, oseba je začela govoriti, kako je uničila življenje vse okrog ljudem, z svojim načinom življenja, s pijačo, z ne vem še vsem, pa tako res eno globino. In ko je ta gospod končal to svojo zgodbo, je bil pa čas, da je spremenil svoj način ali pa svoj pogled, da je vprašal, kaj naj storim. In sem takrat rekel, veste kaj, jaz vas zdaj v 1 uri, ali pa s nekoliko boste še živ, ne morem naučiti molj pa vsega tega, ampak če boste brali Božjo besedo, ta je polna svetega duha, tle boste dobil hrano. In res, je vzel tisto svetopismo ob sebi z velikimi črkami, začel brati in bral tik pred svojo smrtjo in še prosil medicinsko sestro tik pred smrtjo, berite mi, sestra, tole. In sestra mu bere tisto besedo in seveda, ko je rekla sestra iz Božje besede, neskončno je Božje usmiljenje, je pa Gospod izdihnil. Prav to besedo, ki je rabil za na pot. In tega se res tako veseliš iskreno, ko vidiš, kako Bog dela čudeže v teh trenutkih človekovega življenja, ki nekoga lahko pripelje čist v najlepši luči pred svoje veličastvo. Žena, glej tvoj sin, glej tvoja mati. To je vaše novomašniško geslo. Preden sva se začela pogovarjati oziroma pred snemanjem, ste dejali, da za tem stoji ena malo daljša zgodba. Verjamem, da jo lahko zdaj strnete tudi v nekaj stavkih, v nekaj besedah. No, mogoče je prav začetek te moje duhovne poti.
bomo rekli, najprej se to tiče mojega spreobrnenja, ker sem prej živel kot, bi rekel, tak človek, ki ni dovolj iskreno razmišljal o odnosu z Bogom, je bilo najprej potrebno spreobrnenje. Doživel sem take zanimive sanje, kjer sem doživel osebno prav ta stavek, ki mi ga Jezus izreka iz križa. Najprej je rekel Mariji, žena, glej tvoj sin, in je mislil, tako sem jaz razumel, mene, potem pa je pogledal mene, pa mi je rekel, sin, glej tvoja mati. In iz tistega stavka sem razumel najprej, da je on mene odrešil, s tem, ko visi zdaj na križu in ga jaz gledam, da mi je dal svojo mamico Marijo za mamo, in to je zelo velika dediščina. To mi je zelo veliko tolažbo bilo, tudi v velikih preizkušnjah sem vedno čutil to podporo Device Marije v ozadju, da Marija pa le malo roko drži čez tole moje življenje, da me le malo čuva s svojim plaščem svojega otroka, tako svojega sineta pa treba malo počuvati, ne? In ko govorimo o novomašniškem geslu, se lahko dotaknemo tudi tega križa, ki je tukaj med nama s prav posebnim namenom. Gre za vaš novomašniški križ, ki je bil restauriran sedaj. In prosim, podelite z nami zgodbo. Vem, da se navezuje tudi na hospic, v katerem ste delovali. Ja, v tem času, ko sem delal v hospicu, sem tudi delal, oziroma še delam na Karitasu. No, in tam večkrat pripeljejo tudi stara oblačila, čevlje, razne predmete, posodo. In med temi so tudi religiozni predmeti, če kdo umre, kdaj pripeljejo tudi kakšne take stvari. No, in med temi predmeti se je nekoč znašel tudi ta novomašni križ, in sicer z steklenim pokrovom. No, ko sem jaz ta križ zagledal, sem rekel, no, to je pa to. To je pa to, ta križ, če bom kdaj novomašnik, bo pa to moj novomašni križ. In zdaj tih pred zdajci sem se odločil, da ga bom dal restaurirati, in prav danes, tik pred snemanjem, je restaurator pripeljal sem na družino ta križ in je rekel, veš kaj, to je pa darilo za novomašnika. Ja. Tako da imava tudi za naše gledalce, lahko poveva, ne, da smo mi dva danes prva, ki vidiva ta restauriran križ v celoti. Na nek način tudi naši gledalci prvič vidijo ta križ v celoti obnovljen in pripravljen za novo mašo. Ja, to je zelo poseben križ, je iz leta 1945, ko ga je restaurator prvič videl, je rekel, veš, tole steklo je dražje kot ta križ, zato ker je celo iz leta 1945. Potem pa drugo, zakaj sem ga potem še bolj zljubil, pa še bolj tako osebno vzel, da ga bom vzel za novomašni križ. Namreč po letu 1945 je bilo v Ambrusu pobitih ogromno domobrancev, ki so zapisani tudi na cerkvenih zidovih. In sem rekel, lej, Dominik, to je priložnost, da cerkev pokaže ravno to. Ta križ, ki ga prinašamo tudi po duhovniških rokah naprej iz leta, ko je umiral slovenski narod. Prej ste v enem izmed odgovorov omenili, da ste se najbolje počutili, ko ste na banki zaprli transakcijski račun, kar je za večino v današnji družbi, potrošniški družbi, nekaj nesprejemljivega. Za vas je pa bilo ravno nasprotno, ampak a ni, brat Dominik, lažje kot biti duhovnik, imeti rednega delovnika, redne plače, družine in tako naprej? Malo vas provociram, seveda. Ja, zdaj morate razumeti, da Bog ima tudi hece v življenju, a ne? Zdaj, bratstvo me je naredilo za ekonoma, namenoma zgleda zaradi tega, da se ne bi preveč oddaljil od stvari, pa tudi potem res vidiš, kako znaš ovrednotiti denar, ki prihaja, da si zvest temu, da si nekako pravičen, pa hkrati tako dosleden do sebe, da ne iščeš. Ja. Meni se zdi to, denar vsi potrebujemo, samo kaj z njim delamo, to je pa drugo, ne. Ogromno revežev pride k nam po hrano, pa probamo to, kar imamo, deliti z drugimi. In to je
tisti vzor, ki ga želimo posredovati svetu z svojim redovnim življenjem. Ko omenjate ravno redovno življenje, pa bi že na začetku sva omenjala to vašo pot iskanja, ne, kje boste, v katerem redu na koncu, na narekovajih seveda, pristali, ne pristanete, ampak vas je Bog sem poklical, ampak vseeno, kako pa živite svojo identiteto v tem kapucinskem redu, kjer ste sedaj? Ja, če lahko rečem, prav tukaj sem se našel najbolj. Kapucinska karizma ima prav to, da gremo tistim oddaljenim, pravzaprav tistim, katerim nihče noče iti. To so recimo invalidi, brezdomci, zaporniki, oddaljeni. Ja, in tem ljudem poskušamo biti blizu. In se mi zdi, da sem se prav v tem našel, ne? Da sem kot riba v vodi s takimi ljudmi, ki živijo tako življenje. Sedaj ste že nekaj časa diakon, kot rečeno ste tik pred novomašniškim posvečenjem oziroma duhovniškim poklicem. Najdete sploh kaj miru v teh dneh, ko se bližajo vsi ti obredi in ta vaša prejem novega zakramenta? Ja, se mi zdi, da mi največ da to skupna molitev bratstva, kjer si res vzamem čas za tišino, čas za kontemplacijo. Dosti razmišljam o tem poklicu, ko berem stvari, ko se pripravljam tudi na te nove stvari, ki me čakajo, recimo spovedovanje, maševanje. Šele takrat, ko ti stopiš na drugo stran, vidiš, kako si zelen, kako nimaš pojma, kaj vse se še moraš naučiti, kje si s tem. Tako. Da si res na enem novem začetku, da boš začel. Ne. Ampak zagotovo imate ob sebi tudi to bratsko skupnost, ki vas podpira in vam daje tudi pomemben zgled na tej poti. Tako je. Se pravi, bratje so mi res lahko vzgled, vsak na svoj način. In pri vsakem posebej lahko odkrivam, kaj mi je Bog podaril v življenju in da se res tega veselim. Kot sem že prej rekel, da je tisto prav bratstvo tisto, kjer doživljam veselje, pa tudi eno moč za naprej, podporo. Super. Brat Dominik, takole za zaključek si predstavljajte, da namesto mene na tem stolu sedi Bog in da imate recimo minutko časa, da se mu na hitro predstavite, kaj bi vi Bogu rekli, kdo je brat Dominik in kaj boste prinesli v duhovniško službo? Jo, to ste me res tako vprašal. Ne vem, če bi vam znal povedati v eni minuti, kdo sem. Bi mu rekel, saj ti že itak veš, kdo sem. Kaj čem ti razlagati, kaj ti prinašam, tudi veš. Naredi me zvestega, predvsem to, da ti bom zvest, pa da bom delal to, kar ti želiš. To bi mu rekel. Brat Dominik, želim vam mirno in blagoslovljeno pripravo na duhovniško poslanstvo in želim vam obilo trdnosti v tej zvestobi, ki ste jo sedaj na koncu tudi sami omenili. Vas, drage gledalke in gledalci, pa povabim, da tako brata Dominika, vse letošnje novomašnike ter seveda vse duhovnike skupaj z molitvijo podpiramo na njihovi poti. Vse dobro in lep pozdrav.